Gospod Šepec, zakaj vi opozarjate ob tem zadnjem primeru, ob tujskem in tudi prejšnjih, da se morajo pristojni zganiti, preden se tudi pri nas zgodi tragedija, kot se je leta 2023 v Beogradu? Ja, nekaj bo treba narediti s temi nasilnimi otroci, mlajši od 14 let. Kazenskih postopkov zoper njih ne moremo voditi in pravzaprav država nima nikakršne pravne moči, da bi karkoli zoper njih naredila. Ne starši, ne otrok. Ta ubogi otrok, ki je žrtev tega nasilja, pravo in država ga pusti na cedilu. Nima nikakršnih možnosti, starši nimajo možnosti in to preprosto ne more biti v pravni državi. Zdaj, stroka ne zagovarja, da uvedemo neke hude kazenske postopke zoper te 12-13-letnike, ampak neki prevzgojni postopki, kjer bi se pa mogoče zdaj policisti, psihologi s temi otroci malo pogovorili in dali neko resnost sa strani države, kaj ta otrok počne in ga probali malo prevzgojiti, ker starši ga ne bojo, starši so že propadli. To je, mislim, da edina pot za pravno državo prihodnosti. Se strinjate s tem, gospa Katič, se boste zganili v to smer, kot predlagal gospod Šepec? Ja, potrebno je povedati, da vsa stroka, ki se ukvarja z otroci, z mladostniki, v vseh državah pravi, da je 14 let tista meja, ko naj otrok ne bi bil kazensko odgovoren. Mi smo v zadnjem predlogu zakona, ki smo ga sedaj pripravili in ki ga usklajujemo za številno stroko, saj smo dan dobili res obširne pripombe, predlagali recimo to, da bi mlajše od 14 let skladno z kazenskim postopkom obravnavali, ali so in na kakšen način, če so storili najhujša kazniva dejanja, in je tudi to naletelo na številne pomisleke, pravzaprav niti eden, ki je dal pripombo, ni pozdravil tega predloga, pa smo temu predlogu sledili, kot ima to urejeno Švedska. Tako da zagotovo mi kot ministrstvo sledimo predlogu stroke. Verjamem pa, da glede na to, kako se družba spreminja, je kazenska zakonodaja tista zadnja. Mi moramo prej pogledati, kaj vse nam je odpovedalo, da smo prišli do situacije, kakršno sedaj gledamo tudi na medijih. Zdaj, ta meja 14 let ne velja po celem svetu. Države imajo to drugačno urejene, nekatere imajo bistveno manjše. Recimo Švica, ki je temelj demokracije, ima 10 let postavljeno mejo. Tako da z te starostne meje mi smo se pač odločili že od kraljevine SHS, imamo to 14 let. Bistveno pa je, da mi ne preganjamo otrok zato, ker niso sposobni razumeti svojih dejanj. Če imamo mi 13-letnika, ki na internetu prebere kazenski zakonik, vidi, da ni kazensko odgovoren, potem pa vzame očetovo pištolo in gre na šolo streljati, potem ko je prebral zakon in se zaveda in ve, kaj njegovo ravnanje pomeni. Jaz mislim, da ne vem, zakaj bi zdaj pravo ščitilo takega posameznika, pa spet ne zagovarjam tukaj nekih resnih kazensko-pravnih ukrepov, ampak neke prevzgojne ukrepe, da država vsaj nekaj naredi. Govorite o primeru, ki se je zgodil v Beogradu, gospa Katič, kaj pravite na to? Da se otroci, tudi 13 let stari, 12 let stari, ker svet gre naprej, družba se razvija, že zavedajo in pogledajo, preden kaj naredijo, ali bodo odgovarjali ali ne. In nihče jim nič ne more. Mislim, da je najbolj nevarno zaradi enega, dveh primerov spreminjati zakonodajo. In zdaj, kaj govorimo o kazensko-pravni odgovornosti ali govorimo o tem, da pač otrok mora odgovarjati tudi za svoje dejanja. Seveda otrok, odvisno od stopnje razvoja, koliko je star, odgovarja tudi za svoje dejanja. Pa govorimo o kazensko-pravni odgovornosti. In tudi kolega Šepca nisem razumela, da on predlaga sedaj to na takšen način. Zagotovo pa mora tudi Slovenija, glede na to, kako se kot družba spreminja, ugotoviti, in pravzaprav smo že ugotovili, kajti 2-3 leta nazaj so potekale študije tako za našimi strokovnjaki, kot tudi strokovnjaki strani Sveta Evrope, da v Sloveniji na področju tega, kako imamo urejene postopke z mladostniki, na vseh področjih nimamo primerno urejeno in da je treba tukaj marsikaj storiti. Primanjkuje nam institucionalnih institucij, primanjkuje nam kadra, stroke in nenazadnje, ko pride do tega, da mladostnik naredi nekaj narobe, ga premalo individualiziramo, predvsem pa predolgo trajajo postopki, preden pride v primerno obravnavo in preden ga doleti ali vzgojni ukrep ali drugi ukrep ali pa tudi sankcije. Gospod Zalokar, vi imate izkušnje. Kaj pravite na to, kar se piše? Seveda se z ministrico ne strinjam, da je stroka v državah, da je meja 14 let, tako kot je gospod Šepec že povedal. Države so tudi mejo kazenske odgovornosti nižale. To je dejstvo. To je zavajanje, da je 14 let meja. Drugo, govorite o stroki. Opredelite, prosim, stroko. Stroka je v slovenskem prostoru, kar se tiče otrok, obravnave otrok, izjemno kontroverzna in ni enotna. In če govorite o stroki, prosim, navedite. Tudi mi smo Združenje ravnateljev vzgojnih zavodov, strokovnih centrov, podali v roku pripombe. Ampak, veste, se ponavljamo.
In jaz sem res tukaj že 35 let. To, da poslušamo vsako vlado posebej, da za otroke do 14. leta nimamo ukrepov, je dejstvo že 15-20 let. Opozorila bi ponovno, ne, in poglejte raziskavo zadnjo, ki jo je naredil Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Še pravi čas bi bil leto 90, ko smo izdelali raziskavo vsi centri socialno delo, vsi vzgojni zavodi pod okriljem Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, kjer se je že identificiralo število otrok mlajših od 14 let, ki so bili najbolj nasilni, najbolj neobčutljivi oziroma tudi nedovzeti za vsake sankcije. Če bi kdo, vlade se menjajo in se delajo nove delovne skupine in se odkriva topla voda, če bi nekdo vzel vse te izsledke, ki jih je stroka, ki je v zavodih, ki je tam, kjer se s temi otroci dela, pogledalo izsledke, kaj bi morali v Sloveniji pokreniti in narediti, bi mi morda že nekje bili. Mi pri vsaki vladi znova poslušamo, nimamo učinkovitih ukrepov. In s tem je treba res prenehati in bo potrebno, ker bo otroci nas bodo oziroma bodo prisilili, da se bo pač moralo spremeniti in na področju zakonodaje in na večjih resorjih, ne samo na pravosodju, da se razumemo, tudi na področju sociale in zdravstva, ker je tega absolutno preveč. Ne strinjam se z ministrico, da gre za 1 do 2 primera. Gospa ministrica, ali se vi zavedate, koliko imamo poškodb staršev s strani otrok, starih 5, 6, 7 let? Poškodb se strani staršev. Uradne statistike v slovenskem prostoru so izredno zavajajoče in se nam skuša tudi se strani določenih ideologov ali pa kriminologov predstaviti, kako imamo učinkovit sistem, da nasilje ne narašča, da določene zadeve ne upadajo. Ker se sploh ne zavedate, kot je bilo že rečeno tudi včeraj, da se določenih stvari sploh ne prijavlja. Da je tega toliko, kar dejansko lahko vemo in opozarjamo že več kot desetletje, tisti, ki s temi otroci in družinami delamo. Uradna statistika ne drži. Ne bom polemizirala z gospo Leonido in tudi ne vem, kje je pobrala, da jaz bi govorila, da ne obstajajo. Govorila sem pa samo zaradi tega, če imamo kdaj en primer, da samo zaradi tega, ampak bilo je bolj, da ta beograjski primer glede streljanja in vse skupaj ne spreminjamo takoj zakonodaje. Res je, od leta 2008 naprej bi morali mi že spremeniti zakonodajo in urediti tudi postopek glede mladoletnikov, ki so zaradi kaznivih dejanj. To smo sedaj naredili. Tudi vaše pripombe smo prejeli. Prejeli smo pripombe, mislim, preko 30 različnih institucij in sedaj zakon je bil, mislim, da 2 meseca v javni razpravi, končno pripravljen po 20-30 letih, tako kot ste rekla. In prav je, da stroka zdaj stopimo skupaj in tudi pogledamo, kaj glede na mogoče tudi nekatere diametralno nasprotne pripombe moramo narediti za to, da bo končno res tudi za mladoletnike urejen ta postopek. Če smem, ponavljam, vi ste izjavili, ne bomo zaradi 1 ali 2 primera spremenili zakonodaje. Primerov je ogromno. Ampak različni, ko sem govorila, sem o tem primeru iz Beograda. Ja, se strinjam z vami, ogromno primerov in preveč, popolnoma se strinjam z vami. O tem govorim in zvonci so že res. Se tudi strinjam z vami. Ampak mi imamo primere, ne, kaj moramo zdaj, ne moramo se več sprenevedati, ne, skoraj vsak mesec mi dobimo in gledamo te brutalne posnetke izživljanja otrok, ki so mlajši od 14 let nad svojimi sovrstniki. Če starši ne sodelujejo, gospod Šefec pravi, ne, to je že tako ali tako prepozno, in v resnici se nič ne zgodi. A veste, ko gledaš te primere, mislim, tega je res veliko, vse seveda ne pride v medije in žal bom rekla, hvala Bogu, da vas imamo. Da se sploh o tem govori. Ker je določen, se pravi, to področje obravnave otrok je tako kontroverzno, tako občutljivo in tako ideološko obarvano, ne, da je dejansko že prav nevarno. Določene ideologije še vedno smatrajo oziroma otroke skušajo predstaviti kot nedolžne oziroma in tudi to, da se da, kar je izjavil naš minister Logaj, mislim, da se to pogovarja z družino, šolo, torej se ne zaveda, kakšna populacija, odstotek otrok in družin v bistvu imamo mi opravka z njimi v praksi, ker popolnoma nič ne zaleže in so potrebni ukrepi,
ukrepi, ki so za marsikoga v slovenskem prostoru žal še zaenkrat preveč radikalni, da se poseže v družino, v družinsko... Kakšni ukrepi? Recimo, jaz sem pogrešala včeraj, ko sem gledala ta primer, ki ga je bilo res zelo težko gledati, ampak tega je res ogromno, pojav je zelo razširjen. Gleda to, da se ni nihče vprašal, ali se je kdo, pa kaj delajo 13-letni otroci zunaj sredi noči? Kdo je odgovoren za te otroke? In potem gledam ravnatelje in šole, kaj bodo počeli ravnatelji in šole. Kje so posegi za starše? In to, kar je včeraj gospod Šepec rekel, tukaj smo in to je res in to je grozljivo in strašljivo, mislim, da vas bom prav navedla, rečeno je bilo najverjetneje za to, kar se je dogajalo na Ptuju, nihče ne bo odgovarjal. Oprostite, jaz v taki državi ne želim več živeti. Ker to je preraslo vse zdrave meje, vse meje. Kam smo šli? To bo ostalo nekaznovano. Zato, ker poslušamo, kaj se ne da, pa kako je to, pa neke smernice in neke ideološke razprave dovolj. Žrtve ostajajo same. Dovolj. Nekaj naredite in se točno ve, kaj je treba narediti. Kazenska odgovornost staršev. In jaz sem najdla, a ni to malomarnost, opuščanje dolžne skrbi za vzgojo, za karkoli. Sam ne govor, da bo to ostalo nekaznovano, ker je bilo hudo gledati. In se točno ve, storilci, starši, točno se ve, identificirani so. A boste kaj naredili? Najprej, najlažje je povečati kazni in reči, vse smo naredili. Ne se, gospod Šepec, gospa Katič, manipulirate. Ker gospod Šepec ni bilo rečeno. Če me dovolite, da povem do konca, samo moramo biti oddihnila pa sem. tukaj precizni, ker gre za otroke. Ne moramo manipulirati. Prav zaradi tega je potrebno vprašati, zakaj je do tega prišlo. Z eno besedo ni omenil višjih kazni. Dejal je celo, da ni zato, da se jih strpa v zapor in tako naprej. Ampak, da je treba uvesti postopek, da bojo otroci občutili nek strah, da če so stari 12-13 let, da bojo vedeli, da to je nesprejemljivo in da je treba skozi neke organe, ali so to centri za socialno delo ali policijo, te otroke sprevesti, da se jim pove, da to ni prav. Ker zdaj, veste kako je, seveda vam dovolim, izvolite. Hvala. Hotela sem povedati to, da je kazensko pravo tisto zadnje, da pa pri nas ugotavljajo vsi tisti, ki delajo v različnih institucijah, da je marsikaj narobe. In res me moramo vprašati, zakaj so lahko 10-letni otroci ob 23. uri zunaj. Pomeni to, da kot starš nekdo ne opravlja svoje naloge. Ampak ali zaradi tega zdaj otroka dati v zapor, kakorkoli že. Jaz mislim, da moramo predtem pogledati... Gospa Katič, še enkrat. Nihče danes od tukaj prisotnih ni omenil, da je treba dati otroka v zapor. Nihče moram braniti tukaj svoja gosta. Nihče ni rekel, da je treba dati otroke v zapor. Rekla sta samo, da jih je treba postaviti v nek postopek, kjer bodo oni vedeli in dobili strah, da nasilje, tudi če si star 12-13 let, ni sprejemljivo. Še enkrat, gospa je vprašala, kaj je odgovornost staršev. Jaz mislim, da imamo v zakonodaji napisano, kakšna je odgovornost staršev. In imamo tudi organe pregona in vse tiste druge institucije, ki morajo opraviti svoje delo, da opozorijo na to, da nekdo kot starš ne opravlja svoje nalogo in zanemarja vzgojo otroka. In to ni minister za pravosodje. Zagotovo pa moramo vse institucije, od šole, centrov za socialno delo, kriznih centrov, vsi ostali delati to, da sistem funkcionira. In povedala sem, v januarju smo dali v javno razpravo po 20 letih zakon, ki obravnava mladoletnike zaradi kaznivih dejanj. Prijeli smo številne pripombe, ampak začeli smo delati. En osnutek smo naredili. Sedaj moramo te pripombe z različnih strok uskladiti in pripraviti tisto, kar je potrebno, da bo najboljše, zato da bodo otroci individualizirano obravnavani, da bo se vedelo, v kakšnih obdobjih jih lahko doletijo, kakšni ukrepi, kakšne kazni in kaj morajo institucije narediti in ali potrebujemo dodatne institucije. Mi predlagamo ustanovitev centra za mladostnike, ki bo naredil oceno za vsakega posameznika, kaj naj ga sledi za to, da ali ga umaknemo, da prenehajo izvajati takšna ravnanja. In tudi to, ne nazadnje, pri nas imamo v Radečah trenutno 22 mladostnikov. Kaj naj naredi mladostnik, ko prestane tam, se tudi došola, potem pa se vrne nazaj v družino, kjer ima recimo očeta, samohranilca, ki je drugeraš?
Tudi na tak način mora potem država poskrbeti za njega. Ampak to ni samo kazenskega zakonodaja, samo to hočem povedati. Ja, država mora narediti veliko več, kakor dela sedaj, ampak začeli smo prve korake tudi po 20 letih na področju kazenske zakonodaje, kar se tiče mladoletnikov v povezavi s kaznivimi dejanji. Gospa ministrica, to ne drži. To je že tretji poskus, kar sem jaz v Vzgojnem zavodu Planina. Osnutki zakonov za obravnavo mladoletnih prestopnikov, vem, da je bilo leta 2015, jaz vem za najmanj 2, ki seveda nista šla skozi vsa sita. In tudi ta tretji, ki je bil zdaj narejen, prej ste omenila to delovno skupino, ki smo delali, jaz sem v tej svetovalni skupini, kjer smo ta zakon izdelovali, je bilo jasno povedano, tako kot ste rekli, da so pač napake, so ugotovila ta Evropski svet, ampak tisto, kar jaz osebno in tudi tisti, ki imamo izkušnje s temi otroci, poudarjamo v Sloveniji, in to je predvsem zaradi ideologije, da je sistem overprotected, to pomeni prezaščitniški, velja tudi v tem tretjem poskusu. To je v mojem obdobju, kar sem v Planini, tretji poskus. Drugi. Tretji. No, bomo poslala. Pri enem sem bila in zdaj sem pri drugem, tudi takrat smo sodelovali. In kaj jaz predlagam, nič ne bo pomagalo, če se tukaj na televiziji prepiramo, vabim, da se usedemo za mizo, podali ste pripombe in bomo pogledali, kaj lahko upoštevamo. In to je najboljše tudi za otroke. Zdaj bi do konca še nekaj povedala. Pri meni v Planini je bilo v petek 97 sodnikov, sodnic, tožilcev, tudi en pravnik je bil vmes. Povedala sem jim za sisteme v tujini, povedala sem jim za forenzične oddelke, povedala sem jim za diagnostične oddelke, ker in ta srbski primer ali pa drugi, če gledamo tudi forenziko v Švici, kakšne otroke obravnavajo. Jaz sem bila na forenziki v Švici in jaz sem mislila, da sem v Planini. Skupaj z eno psihiatrino, ki je bila zraven. Tam so na forenziki taki otroci, kot jih imamo mi v vzgojnih zavodih. Vemo, kaj je forenzika. In jaz sem vprašala vse goste, ki so bili pri meni, dajte se vprašati, kaj bi se v Sloveniji zgodilo, če bi se zgodil srbski primer. Grobna tišina je bila. V Sloveniji se staknejo glave skupaj in se kam ga bomo dali? Kam ga bomo dali? Ko sem vprašala v Švici za določene primere, ki jih imamo v Planini, kaj bi bilo to v Švici? Otrok s kladivom, 13-letnik tolku, sošolca 12-letnega, učitelj je rešil zadevo. So rekli, takoj bi prišel na forenziko, takoj bi prišel na oddelek, da bi pogledali, ugotovili, kaj je s tem otrokom narobe, kaj se z njim dogaja, kaj je vzrok njegove motnje. In seveda bodo z njim delali toliko dolgo, da bo nekako stroka ugotovila, je ta otrok še nevaren za ostale ali ne. Kaj se v Sloveniji dela? Dela se matematika, 6 mesecev, toliko, 2 mesecev, toliko. Vsebina, problematika tega otroka. In zato je v Srbiji Kosta po preverjenih informacijah še vedno zaprt na psihiatriji, ker je še vedno potencialno nevaren. Tam ne gledajo 3 leta, 5 let. Ampak, a si nevaren za ostale? A si sposoben še koga ubiti? In za njega je njegova slika prihodnje zelo slaba. Gospod Šepec, potem pa vi, ministrica, zaključite. Ja, tako kot smo rekli. Zdaj, mi imamo kazenske postopke, ko je mladoletnik starejši od 14 let. In tiste stvari pravno so urejene. Zdaj, kako v praksi delujejo, marsikaj bi se dalo popraviti, absolutno. Problem pa je, ker mi nimamo nobenih pravnih postopkov za nasilne otroke mlajše od 14 let. Te lahko grozijo, izsiljujejo, pridejo z nožem na šolo, pa se ne bo nič pravnega zgodilo. In seveda, še enkrat, mi ne zagovarjamo nekih hudih kazensko-represivnih ukrepov, ampak nek prevzgojni postopek ali nek postopek se strani države, da tega otroka obravnava, poskuša prevzgojiti karkoli, ker staršem ne moremo več zaupati njegovim, mora biti. Ker starši in žrtve otroci ostanejo brez pravnega varstva. Se ne more obrniti na pravo in na državo, ker jih pusti na cedilu. Jaz mislim, da je to z vidika pravne države nedopustno, tako da neki postopki za te nasilniška ravnanja otrok mlajših od 14 let bo treba prej se uvesti. Pravzaprav govorimo vsi trije enako. Govorimo, da ni dovolj, da imamo samo kazenske pravne sankcije, ampak da moramo imeti tudi druge ukrepe. In jaz sem povedala samo to. Ministrstvo za pravosodje je pristojno za kazensko-pravne sankcije. In mi pripravljamo zakon o obravnavi mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj,
kjer predlagamo, da se pohitrijo postopki, da se uvede in ustanovi center za mladoletnike, ki bo izdelal individualno oceno, kaj je najbolje za otroka. Da pa je potrebno poleg teh ukrepov seveda narediti tudi številne druge ukrepe, kot je prinesla rezultate tudi ta študija. Ena izmed teh je tudi forenzična enota, ki jo imamo v Mariboru samo za odrasle, ne pa za otroke. Marsikaj moramo narediti, ni pa vse v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Vabim pa vse strokovnjake in verjamem, glede na to, da smo prejeli njihove pripombe, da bomo sodelovali, da ta naš osnutek, ki je res, kar se tiče mene, sedaj ga že drugič pripravljam, da bo tako dober, da ga bomo lahko dali tudi v proceduro in da bo ugledal luč sveta. Tako je, to je tudi naš namen, da zaščitimo otroke, naredimo korak naprej, da bodo tudi starši, kot pravite, in tisti, ki so žrtve, dobili pravno varstvo. Najlepša hvala vsem trem, da ste bili naši gosti. Hvala. Najlepša hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Hvala.